svita bo pregnan. Darojak rozbog zakne vrakle sosed bomejak. Darojak rozbog zakne vrakle sosed bomejak. Vrakle sosed bomejak. Dragi vsi nastopajoči, prisrčno pozdravljeni na nocojšnji prireditvi ob 70. Jesen je čas bogatih izkušenj in modrosti. Prav gotovo pa je današnja slovesnost priložnost, da izvemo o začetkih delovanja in aktivnostih društva skozi desetletja. Predvsem pa smo se zbrali v tako velikem številu zato, da se družimo in veselimo. Naj nocoj pozdravim naše cenjene goste. Z nami so gospod Ivan Molan, župan občine Brežice. Predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, gospod Janez Sošnik. Predsednik Posavske zveze društev upokojencev, gospod Jože Žnidarič. Predsednik udruge umirovljenika občine Brdovec, gospod Željko Gašperinčič. Predsednica krajevne skupnosti Dobova in turističnega društva Dobova, gospa Branka Stredar. Ravnateljica osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča, gospa Ivana Boškovič. Predsednik Društva izgnancev Dobova, gospod Ivo Veble. Z nami pa so tudi predsedniki in predstavniki društev upokojencev iz Posavja, in sicer iz Krškega, Karmelja, Tržišča, Brestanice, Radeč, Bizeljskega, Sevnice in Rake. Naj se zavrti kolo, naj se sliši lepa misel, naj zazvoni mila pesem. Še vračaš na kraj, kamor šla tedaj, kot cvetove prebudil je maj. Se še spomniš teh trenutkov? Javor ptičar je bil, naju skrošnjo pokril. Senci najino strask je hladil. Pozdravi se, pozabljeni svet, časne želje si lit, sem jeseni naj spet. Pozdravi se, Stopim na prste, no tak
Potem ozrem se svojih višin navzdol, dol, na odprta zjala in vsem zakričim, nisem več vaša ta mala. Si tako želi odrasti? Kaj pa mi? Se spomnite, kako smo mi želeli odrasti. Vrnimo se nazaj, daleč nazaj, v leto 1949. Morda nekdo izmed vas je bil takrat Nininih let, ali malo starejši, mogoče malo mlajši. Prav gotovo ste v dvorani tudi tisti, ki ste tega leta zagledali luč življenja in ste letos praznovali 70. rojstni dan. Ampak nekaj nas je pa tudi takšnih, ki takrat še sploh nismo bili rojeni. In tega davnega leta, natančno 14. avgusta 1949, je bilo v Dobovi organizirano Društvo upokojencev, ki je štelo 50 članov. Prvi predsednik je bil gospod Drago Urbič, drugi tajnik gospod Franc Vanal in blagajnik gospod Ivan Kramar. Kaj zastoj dajo? Kaj nisi čula? 70 let upokojenskega društva imajo. Gle, ko so se zrihtali vsi denis. Kozak maši? Le, župan je tudi peršel. Naš Doboščan. Že veliko je naredil, pa dolgo že župan. Spa ne vem, kaj še te 4 leta delal. Koga pa res? Vrtic, ne? Ja, dobro. Pa se mi zdi, da bi za upokojence tudi žiher kaj dal. Veš, da ne jo vse svojega žepa dovolj. Sosede, kaj ste še žive? Kaj ti ne zgledamo? Sem vas videl v nedeljo na Britofi, pa sem se strašil, da niste le tam ostale. Ta reče, da ne bi bilo velike škode. Kaj si rekel? Ti si rekel, znaj pominaj. Nismo mi do te krave pasla, veš? Kaj res starja od tebe. Ne boš tako govoril. V pododorju današnjega kulturnega doma, torej tukaj spodaj, nemalokrat pa tudi kar na domu katerega izmed članov. Z leti je število članov naraščalo, ob tem pa je rasla tudi želja po lastnih prostorih društva. Predlog za gradnjo novega objekta je bil podan leta 1968, samo 2 leti kasneje, torej leta 1970, pa je bil dom upokojencev v Dobovi zgrajen in predan v uporabo. Ob gradnji so člani društva pokazali izjemno zagnanost. Svoje želje so pomagali uresničiti s prostovoljnim delom, za katerega so žrtvovali ogromno prostega časa. Pomagali pa so tudi z materialom in prispevki. Na pomoč so priskočila tudi dobovska podjetja, predvsem takratni PPV. Prostovoljne prispevke pa so prispevali tudi krajani Dobove in kapel. Navadno je ob majhnem ognjišču toplo in prijetno. Ko to postane predtesno, ga je potrebno povečati. Do leta 1991 je število članov precej naraslo. Spet je stekla akcija zbiranja sredstev in prostovoljstva. Tako je leta 1994 dom upokojencev dobil današnjo podobo. Če smo sami kirili, pa malce smo od doma nosili, včasih pa tako kadilo po razredi, pa smrdelo. Pregledovali so nam uha, vrat, ruke in nofte. Meni so bile malce zmer tako fine. Jaz smo za vzivnico prinesli pa vrtičke, pa teračke smo tudi nosili. Če smo pa kaj štimali, smo jih pa zdenirali ali pa s palce od žitla dobili. Pa še doma se nismo vepeli povedati, kaj bi pele fasali. Anča, kaj si zmisliš? Stojuči nazidana, pred njo je stara jablana, ta jablana ima vodopan, sinica nosi gnezda van, ta jablana ima vodopan, sinica nosi
Kaj pa uno, znaš? Vrane družijo se rade, 5 na strehi jih sedi, puška poči, ena pade, koliko jih še sedi? Ti tam 6 v drugi klopi, koliko je 6x5? Mali mož na prst. Sosede, kaj ste že skuhali župo? Kakvo župo? Meni se zdi, da vam najbolj rata jezikova župa. Tako zahvaljujem se učencem osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča za to prijetno sceno oziroma za to prijetno točko. Njihova mentorica je gospa Teja Verlan, učiteljica na osnovni šoli. Hvala. Zdaj pa vabim na oder gospoda Ivana Molana, župana občine Brežice. Spoštovane upokojenke in upokojenci, spoštovani gostje, gospod Sušnik, predsednik Zveze upokojencev Slovenije, veselje mi je, da ste tudi vi prišli med nas v Dobovo, kajti dejansko to je, verjamem, da je veliko priznanje vsem upokojencem, pa tudi občini Brežice in našim krajanom, da jih obišče predsednik Zveze društva upokojencev. Seveda v občini Brežice se zavedamo, da imajo društva upokojencev pomembno vlogo, čeprav mogoče marsikateri se tega niti ne zaveda. Vendar definitivno upokojenci ste precej aktivni na različnih področjih in seveda me veseli, da tudi z občino Brežice sodelujete pri raznih projektih. Tudi v občini Brežice poskušamo nekako ustvarjati določene projekte. V zadnjem času pa, kot ste videli, smo dobili tudi evropski projekt, v kateri ste vključeni in seveda brez vašega sodelovanja, mogoče tudi te projekte, ki jih dobivamo celo od Evropske komisije, ne bi bilo mogoče izvesti. Mislim pa, da seveda je potrebno povedati, da dejansko vse to, kar nekako imamo, tudi to dvorano, ki smo jo seveda prenovili z občinskim denarjem, verjetno ne bi bilo brez vašega truda, brez vašega dela in seveda lahko rečem, da Slovenija danes, čeprav so mogoče včasih različni pogledi, ne bi bila tako razvita, če ne bi bilo tu vaših rok, vašega truda in pa vašega dela. In prepričan sem, da tudi sama Dobova in pa občina Brežice se razvija praktično na temeljih, ki ste jih vi nekako zastavili. Prav tako pa sem vesel, da imamo v občini Brežice 3 društva, ki ste aktivni na različnih področjih, ki nekako delate tudi projekte s tem, da lahko en drugim pomagate in seveda to je tudi ključna naloga vseh nas. Prav tako pa me veseli, da se družite, da se srečujete, prav tako tudi mednarodno in seveda, da tudi to ob meji nekako zdržujete, to srečanje, kajti dejansko ne glede na to, kaj se dogaja tudi na raznih političnih dnevnih dogajanjih, med mejami, ljudje v meji, sosedje vedno sodelujemo in to je tudi zelo pomembno in tu seveda imate še posebno vlogo. Zato seveda tudi predsednik in pa vsi v društvu, ki to delate, vam seveda se zahvaljujem in seveda verjamem, da boste tudi tako naprej. Ob te priložnosti bi pa tudi želel podeliti plaketo društvo za 70 let delovanja, zato prosim predsednika, da pride gor in seveda, da nadaljujete tudi s tem, kot ste do sedaj. Bilo je tudi že povedano, da ste tudi v samem Dobovi naredili dom upokojencev, ki pa je bistveno več in marsikaterimi v preteklosti in v prihodnosti bo še dal nekako prostor za druženje ali za kaj drugega. In seveda tudi to je bilo več ali manj narejeno z vašimi rokami in pa seveda z vašimi prispevki. Ob te priložnosti seveda vam čestitam, želim vam še veliko let, predvsem pa zdravja in take volje, kajti dejansko pri teh letah seveda ponavadi je najbolj pomembno zdravje, volja in pa aktivnosti. Želim vam še veliko srečnih let in seveda nadaljujte s temi aktivnosti. Ob te priložnosti pa predsednik čestitam in podelujem plaketo občine. Vse dobro pa. Gospod župan, moram te malo popraviti, tudi dom je z pomočjo občine. Nitke življenja in nitke gorja, tečejo nitke, nitke
Zato zabriskaj si in smej se iz srca. Življenje res prekratko je, že dosti bilo je solza. Zato zabriskaj si, pretrgati nitke gorja. Nasmihni se, ljubi moj, daj mi roko, zaplišiva zdaj pod modro nebo. Nasmihni se, ljubi moj, daj mi roko, življenje za vse lepše bo. Če imamo srečo, da so nam podarjena leta, kakor zdaj gledam na staranje, se lahko od ljudi, ki živahno, čilo in elegantno slavijo ta proces, naučimo številnih modrosti. Zdaj, ko je bil dom zgrajen, je bil čas za prijetna druženja, razna predavanja, rekreacijo, saj so se člani društva zavedali, da čas hitro beži. Organizirana so bila martinovanja, novoletne zabave, pustovanja, občni zbori. Društvo je razvilo prapor, novo pridobitev pa obeležilo s slovesnostjo. Prostore pa je izdajalo tudi v najem za priložnosti, kot so poroke ter raznovrstne obletnice. Tako pridobljena sredstva, kot tudi sredstva od prodaje zemljišča, saj se je načrtovala gradnja zdajšnjega podvoza, so bila porabljena za vzdrževanje in obnovo notranjosti in zunanjosti objekta. Sonce šlo je za goro, mrak je padal na zemljo, pesem čvička sliši se k večernem počitku, vabim se v mojem srcu. Zdaj pa k mikrofonu vabim predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije, gospoda Janeza Sušnika. Dober večer, spoštovane upokojenke, upokojenci društva Dobova Kapele. Čestitke ob vaši 70-letnici. Sem prišel, da skupaj proslavimo to čudovito obletnico, ki ima za seboj ogromno dela. Najprej društvu, da je s svojo aktivnostjo in poslanstvom vas stalno nagovarjal k druženju na področju športa, kulture ali pa tisto, kar vam je najbolj pasalo. To je zelo pomembna zadeva. Zato predsedniku in upravnemu odboru iskrene čestitke za to plemenito delo in humanitarno delo, ki ga posod v vseh društvih upravljamo, tako ali pa drugače, tudi če niste včlanjeni v ta projekt Starejši za starejše. Hvala pokrajini, gospodu Žnidariču Jožetu, ker le to Posavje združuje v neko celoto in organizira, skoordinira razne stvari, od športnih ostalih aktivnosti
da se upokojenci večkrat dobite, večkrat srečujete in vsako srečanje in tisto, kar gre, je še posebno važno, da se ta srečanja na bilo katerem področju na koncu rezultirajo z neko pozitivno energijo, ki se odraža tudi na zdravju, tako na telesni kondiciji, tako tudi na umskem, na umski izboljšavi, ker vsakodnevne tegobe, ki nas čakajo, morajo biti tudi sprostitev. In društvo upokojencev so tista, ki ljudi sproščajo. Na konec smo tudi v ZDUS-u tisti, ki smo na vrh piramide, ki stalno opozarjamo vsako trenutno vlado in državni zbor, kaj bi bilo treba še postoriti. Upokojenci smo veliko v času hude krize od leta 10 do 16 skupaj prispevali k neki boljši kondiciji države in celo ni bilo usklajevanj pokojnin, kar danes nočejo slišati. Mi se vsa leta zdaj že borimo, da bi se pokojnine na nek način morali dvigniti in veselilo nas je, da je v koalicijsko pogodbo prišlo tudi naš predlog. Mi smo že leta 17, takrat tisto gasilsko akcijo s 500 evri. Morate misliti, da nekdo iz politike ga ni bilo nikogar, ki bi rekel 440 evrov za 40-letno delo sramota. In je sramota, ko smo predlagali potem na 500, ni šlo skozi. Šlo je pa 500 in danes imajo te gospe in gospodje 530, 535, nekaj takega, kar je še mnogo premalo. Socialni cenzus pa je mnogo višji. Vete, to ni prav. Noben socialni cenzus ne bi smel presegati minimalne pokojnine za 40-letno delo. Vse skozi so neka trenja, ker pri nas ni sistemsko urejeno. Mi imamo samo redno usklajevanje, sistemsko urejeno, drugega pa nič. Za letni dodatek se vsako leto posebej dogovarjamo, a bo malo višji, a kaj bo, in že dejansko imamo sistemski zakon, ki točno opredeljuje, kako naj bo izplačano, vedno se tega ne spoštuje. Edino, kar je odmerni odstotek, da so se pokojnine z drugim naslednjim letom obrnile nazaj navzgor, to je pozitivni signal. To je pozitivno. Seveda, in bo to, jaz sem trdno prepričan, če ne bo hude recesije, bi mogel čez 4 leta doseči z minimalno pokojnino 40-letnega dela, toliko kot je prah revščine. To bi bilo pravilno in pravično, ker delo je premalo vrednoteno. Tudi zdaj so prenizke plače, da bi ljudje dobili zadostno pokojnino, da bi se lahko plačali svoj dom, če je to potrebno, in da lahko normalno preživijo svoje tretje življenjsko obdobje. Tako da je mnogo vrzeli še v tej stvari in se zavzemamo za res, da se skrajnosti izognemo, da v zakonodajo zapišemo, kako bo stvar potekala v bodoče. Jaz sem v torek sestanek s predsednikom vlade, da mu še enkrat dopovem. Tudi zadnjo pobudo, ki so jo poslanci zase naredili, poslušajte, to je absurd. Jaz mislim, da poslanci, ko dobijo, jaz jih spoštujem, da opravljajo svojo funkcijo v državnem zboru, spoštujem, vendar pa gmotni položaj nas upokojencev ali pa njih, da ima samo za terensko delo 600 do 700 evrov na mesec za 4-kratno delo v nekem prostoru, v nekem okolju, to je zadostno nagrajevanje teh poslancev, ne pa da še hočejo zdaj od kilometrine neobdavčene zadeve, pa ne vem kaj. Mi imamo ta naš regres, ki ga dobimo obdavčen, ostali regres pa ni. Ker je danes slavje vašega društva, ne bom vseh problemov tukaj našteval, v glavnem pa lahko nam zaupate, da se bomo še naprej trudili, da se zadeve v pravo smer utirijo. Mi nočemo tistega, kar se nismo zaslužili. Naši upokojenci ne dobijo tisto, kar so se zaslužili,
pregarali nekateri na delovnih mestih. To hočemo, pa nič več. Zelo vesel bomo, če bo gospodarska rast še naprej šla navzgor, kot zdaj kaže, bo to zelo težko, da bomo tudi izredno usklajevanje lahko upravljali normalno in to izredno usklajevanje pa nam potem tudi povrne kakšen procent za nazaj. 8,6% nam je pravzaprav vse pokojninske mase dolžna vlada na nek način nadomestiti, pa da bi se rekli, pa damo polovico. Ampak se že za naslednjo leto zelo zavzemamo in majčkeno manj kot do kreganja je prišlo, da bojo mogoče pa bo 1%. Glejte, v teh stvareh je dosti težko sodelovanje z vlado in državnim zborom, ker državni zbor je v tem trenutku s prvim podpisanim Dejanom Židanom je dejansko podpisal vse te ukrepe o bonitetah poslancev. Poslanci naj malo počakajo, naj malo vidijo, da imamo slabo kondicijo v gmotnem položaju, da ni država nobenega doma za starostnike zgodila, če ne bi dobrih občin. En primer je tudi občina Brežice. Jaz sem zelo vesel, da je gospod Ivan Molan vedno prisoten, kadar je kakšnokoli srečanje na vašem področju in jaz ga samo zahvaljujem z tega mesta, da je našel čas in lepe besede za ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Ker mi rabimo, kaj mi rabimo? Mi rabimo zdravstveno storitev, tudi socialno pomoč je to treba, ustrezen bivalni standard in navsezadnje tudi pokojnino, s katero se preživljamo. Na podeželju morda malo lažje, v mestih malo težje, pa vendarle, za božjo voljo, nismo tako revna država, da ne bi tega zmogli. Zato bi jaz danes, seveda, ne bi vas utrujal s temi zadevami, sam povem vam, da bom zelo skupaj z upravnim odborom ustrajal, to gospod Jože Žnidarič ve, da imamo akcije, tudi včeraj smo imeli, ko smo vsem medijem poslali, da se s poslansko aktivnostjo ne strinjamo, da je treba prvo nekatere stvari pošlihtati okoli starostnikov, ker zdravniki so svoje dobili, profesori so svoje dobili, učitelji so svoje dobili, vojaki so, policisti tudi, ja, za božjo voljo. Za nas je pa fiskalno pravilo, pa ne moramo. Glejte, zato je prav, da strnemo vrste. Tukaj je kar nekaj predsednikov, vidim, sosednjih društev. Tudi to je lepo, da so prišli. In seveda, tako aktivnost bomo potrebovali, ker na vse zadnje se lahko zgodi, da bomo tudi kakšne druge postopke, s katerimi se jaz preveč ne strinjam, da bi hodili starejši ljudje po ulicah s piščalkam, sploh se ne strinjam, vendar, če drugače ne bo, mogoče bo tudi to enkrat prišlo na vrsto, sem pa zato, da v mirnem slogu, v mirnem dialogu vlado pripričamo, posebno pa državni zbor, poslance. Danes ni nobenega poslanca z tega dela, ker poslanci pridejo pred volitvam, tisti, ki so takrat na spisku. In pred volitvam, če ste gledali televizijo, koliko obljub je takrat bilo. Vsakdo je govoril o upokojencih. Danes, ko pa rabimo pomoč v državnem zboru, jo pa skoraj ni. In mene so zadnjič, ko sem z gospod Nežko Ivanetič, vi jo ne poznate, iz Novega Mesta je, šel skupaj v državni zbor, so jo prijavili, ja, korupcijski zadevi, da je mogla se zagovarjati pri KPK-ju. Ja, kaj se pa to pravi, ne? To ni noben slog odgovornosti, ki se brigamo za upokojensko strukturo. Živeli res v slogi in blagostanju, to je pomembno. Zdaj pa na koncu, prosim, da predsednik pride gor, tudi Zveza društv upokojencev. Ob tej priliki 70-letnice seveda z veseljem podarja veliko plaketo za ves dosedanji trud in seveda tudi motivacija za naprej. Mislim, da je društvo v dobri kondiciji, dobro dela in zato
sem tudi z veseljem prišel sem dol, da podelim to plaketo, gospod predsednik, in verjamem, da bo predsednik rekel, se to je pravzaprav rezultat vseh članov in članic. Tudi tistih, ki so delali dom, pa tistih, ki jih danes več ni, ob 70 letih je marsikaj se dogajalo. Jaz moram reči, ste prej sprašvali, koliko je kakšen, jaz sem leta 1949 hodil že v drugi razred osnovne šole, to se pravi, da sem manj že na svet. Gospod predsednik, iskrene čestitke in vsem članom in članicam vašega društva, še naprej se imejte lepo, to pa v znak spoštovanja in zahvala za vaše delo. Športno področje vključuje šah, streljanje z zračno puško, balinanje, kegljanje na vrvici, pohode, kartanje. Lahko pa se pohvalimo tudi z nedavnim izjemnim uspehom gospe Rezike Lupšina, saj je na republiškem tekmovanju v Pikadu v kraju Cerkovce v kategoriji ženske osvojila 3. mesto. Dober dan in dober večer hkrati. Spoštovane upokojenke, upokojenci, cenjena gosta, moje sodelavke, moji sodelavci, prav prisrčen pozdrav prenašam v imenu Pokrajinske zveze društva upokojencev Posavja. Res ne vem, kaj naj še povem ob takih lepih besedih, ki sta jih župan in predsednik Zveze društva upokojencev povedala. 70 let je doba, dolga, hkrati pa kratka. Zakaj kratka? Ker je tako velikega narejenega v društvu in zadovoljstva, ki ga čutite vi in ste hvaležni, da delujete v tem društvu, društvu upokojencev Dobova kapela. Iskrena hvala vsakemu posamezniku. Preko sem noter prišel kapa dol, ki tako vestno dela seveda svojim timom, tudi predsednik za svojim timom, tako vestno izpolnjuje naloge oziroma pobude, ki jih ima Zveza društva upokojencev, ki jih prenašam potem v društvo upokojencev. Dragi predsednik, da ne bom dolgo, ker se res moja dva predhodnika vse povedala, pridi sem, da se te v imenu Pokrajinske zveze zahvalim za ves trud, ne tebi, ampak vsemu članstvu, ki res z srcem diha, ki dela z dušo in telesom dela za društvo, za upokojence, za te ljudi, ki so bolani ali pa kaj druga, ki rabijo vsakodnevno pomoč. Predsednik je omenil ta naš projekt, ki je zelo pomemben in prav je tako, da imamo sočloveka, da imamo človeka, ki z svojim delom, z svojimi izkušnjami lahko veliko naredi in pomaga drug drugemu. Zato želim, da to nadaljujete. Predsednik, tebi pa želim, da vodiš to društvo tako, kot si jo vodil, pa dobro sodelovanje med pokrajino in društvom upokojencev Dobova kapele, pa naj ostane tako. Vsem vam, drage upokojenke, upokojence, tudi županu in našemu predsedniku, vse dobro, ampak na koncu naj rečem tole. Čuvajmo to, kar imamo, ker drug nam ne bo tega čuval, kar imamo. Imamo lepo Slovenijo, imamo vse lepo, ampak želimo si pa še pa več. Vse smo si to zaslužili. Hvala. Greste lahko malo na sredino, bolj. Dober večer. Program Starejši za starejše. Naše društvo v tem programu sodeluje že oktobra letos 10 let. Društvo sodeluje 13 prostovoljk, ki aktivno delajo na terenu. Namen projekta je pomoč in skrb za starejše, vse nad 69 let.
nudimo pomoč, če je pomoč potrebna. Vidimo, če so kakšna je kakovost in kvaliteta življenja ljudi na domu. Smo pa mi v dobrem položaju, bi lahko rekla, ker živimo na podeželju. Pomoči potrebne je precej malo, odstotek tega je majhen, ampak kdo pomoč potrebujemo, tudi pomagamo po svojih najboljših močeh. Uspešno sodelujemo z Medgeneracijskim centrom v Brežicah. Tam tudi dobimo nekaj strokovnih nasvetov za lažje delo.